En lep pozdrav vsem skupaj. Sem Mirjam Oblak in sem na založbi Mladinska knjiga zaposlena kot urednica. Samo trenutek, da delim tale zaslon. Kaj vidite? Upam, da ja. Okej. Preveč enih gumbov moram pritisniti, se opravičujem. No, veseli me, da še enkrat. Tako, evo, zdaj pa bo. Ne bo šlo. Zdaj ga pa deliti, v redu. No, veseli me, da vam lahko danes predstavimo Zgodovino 4, ki bo kmalu ugledala luč sveta in zaključila naše delo na učnih gradivih za gimnazijo. To se je začelo pred 4 leti in spomnim se, da so mi takrat mnogi čestitali za pogum. Saj veš, sodobna zgodovina. No, ko smo delali prve 3 učbenike, se mi je zdel ta problem še daleč, letos pa moram reči, da se mi ta težava še zmeraj ne zdi tako velika, zato ker imamo, po mojem mnenju, res veliko srečo, da imamo tako izjemno avtorsko ekipo. Ekipo, ki ima v sebi pogum in zavedanje, zakaj počne to, kar počne, in ki zna res najti tisto pravo pot. Ob vsem tem pa so vsi taki krasni, srčni ljudje, s katerimi je res užitek delati. Verjetno jih tudi vi že dobro poznate, vsaj glede na to, da so vsi zelo dejavni, ampak se mi zdi prav, da jih vseeno predstavim. No, doktorica Mateja Režek je zaposlena na znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Raziskovalno se osredotoča na sodobno zgodovino, zlasti na politično in diplomatsko zgodovino socialistične Jugoslavije in hladne vojne. Je tudi avtorica temeljne študije o slovenski in jugoslovanski zgodovini po odmiku Jugoslavije od vzhodnega bloka, pa številnih znanstvenih člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah in zbornikih. Poleg tega pa se posveča še pedagoškemu delu. 10 let je predavala svetovno zgodovino na Primorski univerzi. Vi jo pa verjetno najbolj poznate tudi kot soavtorica gimnazijskega učbenika Zgodovina 4 pri DZS-ju in kot članica Državne predmetne komisije za splošno maturo iz zgodovine. Potem je tukaj Gregor Antoličič, dr. Gregor Antoličič, ki v avtorski ekipi zastopa moški spol. Zaposlen je na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa in se ukvarja z zgodovino 19. stoletja, predvsem pa Prvo svetovno vojno. Piše in ureja tudi knjige za širšo publiko, gotovo poznate Leta strahote pa Franca Jožefa. No, piše pa tudi učbenike. Pred Zgodovino 4 smo ga že kalili pri Zgodovini 3, a ne Gregor? Je pa tudi docent na Filozofski fakulteti v Mariboru za sodobno zgodovino. Špela Frantar tudi gotovo že dobro poznate, je profesorica zgodovine na gimnaziji Bežigrad in predsednica maturitetne komisije za zgodovino, je tudi članica predmetne razvojne skupine za zgodovino, avtorica številnih člankov in tudi izkušena avtorica, saj je z nami sodelovala že pri zgodovinah 2 in 3 kot avtorica in pa pri zgodovini 1 kot evalvatorka. Ostane nam še Gordana Popovič-Lozar. Goga je profesorica zgodovine in umetnostne zgodovine na Srednji šoli Črnomelj in je avtorica več člankov o svojem poučevanju. Je tudi avtorica učbenika Zgodovina, soavtorica učbenika Zgodovina 1, recenzentka učbenika Zgodovina 2, avtorica nastajajoče Zgodovina na kratko in še marsikaj. Žal, čeprav smo se zelo trudili, da bi bili danes tukaj v celotni zasedbi, sta se Špela in Goga morali upravičiti. Vem pa, da bosta Mateja in Gregor več kot solidno zastopala celo ekipo. Preden pozabim, pri webinarju imate besedo tudi vi. Veseli bomo, če zastavite kakšno vprašanje, mnenje, spodbudo, karkoli. Spodaj na dnu imate ikono Q&A, Questions and Answers, kamor vtipkate vprašanje za razpravo, ki bo sledila avtorski predstavitvi. Vam bomo tudi povedali, kdaj bo čas za to. No, nisem še končala.
preden dam besedo Gregorju in Mateji, so me zadolžili, da kar jaz predstavim koncept. Tako da? Učbenik Zgodovina 4 je, kot sem omenila, del naše gimnazijske vertikale, ki jo je začela Zgodovina 1. Pri zasnovi koncepta tega učbenika so sodelovali številni strokovnjaki in izkušeni profesori in sem zelo ponosna, da je dobil tudi nagrado Belma, ki mu v bistvu na nek formalni način to didaktično vrednost tudi priznava. Koncept logično nadaljujejo in nadgrajujejo vsi ostali učbeniki, torej tudi naša Zgodovina 4. Vsi učbeniki bodo pripravljeni tudi v interaktivni obliki. Jeseni pa izide še ena novost, in sicer Zgodovina na kratko, ki bo dijake še dodatno podprla pri učenju in pripravah na maturo in jim pomagala pri učenju v bistvu s temi gradivi. Ampak o tem več kdaj drugič. Pri zasnovi koncepta smo izhajali iz ideje, da je zgodovina učiteljica za življenje. To pomeni, da se nismo osredotočili le na vsebinsko znanje, čeprav nam je to najpomembnejše, ampak tudi na veščine in načine mišljenja in na gradnjo odnosa do sebe in sveta okrog nas. Čeprav so temu namenjene predvsem naloge, smo to misel vpletali tudi v samo besedilo in izbor slikovnega gradiva. Naprimer, slikovnemu gradivu smo dodali znak za UNESCO-vo kulturno dediščino in tako poudarili njegov pomen. Izbirali smo gradivo iz slovenskih muzejev, ker si želimo, da si ga dijaki ogledajo tudi v živo in tako naprej. Ko smo se pogovarjali, kako udejanjiti to našo idejo o učiteljici za življenje, se je predvsem pokazalo, da dijak potrebuje podporo od začetka do konca učne poti. Tako ima vsaka tema uvodno stran, ki je namenjena napovedi teme in motiviranju dijakov za njeno odkrivanje. Učbeniška vsebina pa je znotraj same teme razdeljena na več poglavij, pri čemer smo skušali slediti tudi temu, da je eno poglavje mogoče obdelati v eni učni uri. Nismo pa tega počeli na silo, tako da so nekatera poglavja tudi daljša, ampak s tem smo dosegli, da se ne prekinja zgodba in pripoved, ker se mi zdi, da zgodba ima vseeno pri zgodovini še neko osrednje mesto. V naslovu smo poudarili oziroma navedli cilj vsakega poglavja, tako da dijak ve, kaj se uči oziroma kaj je tisto, kar mora doseči. Pri učenju pa potem dijaka usmerjajo tudi podnaslovi, ki so v bistvu kot neka trditve, ki povzemajo bistvo in pa ključni pojmi. Za učbenike je značilno tudi zelo bogato ilustrativno gradivo, vključno s časovnim trakom na dnu strani, ki pomaga učencu dijaku pri časovni orientaciji. Pa da pokažem še naloge. Rubrika Odkrivam zveri, oziroma v 3. pa 4. letniku to postane že Raziskujem zveri, sistematično razvija zgodovinsko raziskovanje. Ključ do znanja pri učenju usmerja. Vsem na cilju pomaga preveriti, ali je dijak dosegal zastavljene cilje. Za bolj radovedne pa je potem še rubrika Želim in zmorem več. Tole je še ena razprta stran iz učbenika, kakršna se pojavlja od zgodovine 2 naprej. Namreč čisto na začetku učbenika smo želeli na kratko predstaviti samo obdobje, tako da dobi dijak široko sliko, en tak celostni pogled od daleč. Pri čemer je v bistvu pripravljen tudi ta časovni trak z res najbolj pomembnimi dogodki. In ta časovni trak smo potem dali natisniti tudi kot kazalko, tako da je lahko v bistvu dijak uporablja kadarkoli, po njej upam, da piše, kaj popravi, če je kakšna napaka noter. Tako, no, to je v bistvu ena stvar, ki jo lahko kadarkoli pri učenju uporablja. No, to vse, kar sem do zdaj predstavila, v vsem tem je zgodovina 4 bolj ali manj enaka svojim predhodnikom, ampak ker je naslov tega webinarja, katere novosti prinaša zgodovina 4, je prav, da povem še kaj pa malce drugače. Torej, v vsakem učbeniku smo se še posebej osredotočili na eno ključno veščino, ki jo sistematično razvijamo od začetka do konca in je predstavljena na notranji platnici.
v zgodovini 1, ker smo se to potem spomnili šele naknadno, včasih se kakšne dobre ideje porodijo potem, ko so že v uporabi. No, v zgodovini 1 bomo pri polnotisu dodali učne strategije. Pri zgodovinah 2 in 3 verjetno že poznate, oziroma ste verjetno že videli, da je poudarek na zastavljanju vprašanj in pa kritičnem mišljenju. No, za zgodovino 4 pa smo razmišljali, da bi bila verjetno najboljša popotnica za življenje dijakov, da razvijajo še malo ustvarjalnega mišljenja. Tako, zdaj pa dovolj mojega monologa in bom predala besedo avtorjem, da predstavijo svoje delo. Mateja, in bom kar tebe prosila, če lahko prevzameš. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je omenila urednica v uvodnem delu, sem soavtorica obstoječega gimnazijskega učbenika za 4. letnik. Zato je verjetno prvo vprašanje, ki se ob tem zastavlja, zakaj sem se odločila za pisanje novega učbenika. Od prve izdaje obstoječega učbenika za 4. letnik je namreč minilo že 10 let. Vmes se je marsikaj spremenilo in potrebne so dopolnitve, vendar to ni bil glavni razlog za mojo odločitev. Ključno je bilo to, da sem si v zadnjih letih pridobila veliko zame povsem novih izkušenj na področju šolske zgodovine, s sodelovanjem v Državni predmetni komisiji za maturo iz zgodovine, in sem to želela nekako preliti tudi v učbenik. Skozi te izkušnje sem se namreč bolj približala pedagoški praksi v gimnazijah in hkrati tudi dijakom, ki jih vsako leto spoznavam skozi branje in ocenjevanje maturitetnih izpitnih pol. Sama žal nimam gimnazijske pedagoške prakse, samo visokošolsko, delam pa predvsem kot raziskovalka na inštitutu, kar je pri podajanju zgodovine na gimnazijski ravni v marsičem hendikep, hkrati pa je lahko tudi prednost, in sicer predvsem z vidika poznavanja najnovejših dognanj v zgodovinopisju. Koncept tega učbenika namreč ponuja veliko možnosti za predstavitev teh dognanj skozi didaktične pripomočke, zlasti skozi zgodovinske vire in odlomke iz strokovne literature. Viri so v veliki večini povsem novi in izhajajo iz najnovejše literature. Povsem nov pa je tudi marsikateri zemljevid, pri čemer so mi prav tako pomagale izkušnje iz maturitetne komisije, kjer nam vedno primanjkuje primernih zemljevidov za barvne priloge. Zame, ki ne izhajam iz vrst praktikov, torej srednješolskih profesorjev, je pisanje gimnazijskega učbenika izjemno zahtevno, to moram priznati, in to ne glede na pridobljene izkušnje z obstoječim učbenikom in sodelovanjem v maturitetni komisiji. Veš, Mateja, se to je za vse. Verjemi mi, za vse avtorje, ki so sodelovali tekom let, lahko rečem, da je bila to kar zahtevna izkušnja in so vsi rekli, da je pisanje učbenika res svojevrsten izziv. Nekaj zelo zahtevnega, ker moraš v bistvu pokazati vse, kar znaš in zmoreš, ampak je pa tudi nagrajajoče, kot da ne skrb. Ja, tako, torej to je, kot je omenila že Mirjam, je bil zame velik izziv in je bil izziv tudi za vse druge avtorje. Seveda pa tudi velika odgovornost, in to ne samo do zgodovine, ki sem jo poskušala predstaviti, kar se da nepristransko, ampak tudi do uporabnikov učbenika, torej predvsem do dijakov in seveda tudi do profesorjev. Poglavja v okviru obvezne teme sodelovanje in konflikti sem pisala na način, ki dijakom olajša pripravo na maturo in seveda tudi uspeh na maturi. V nadaljevanju pa bom predstavila poleg tega, torej poglavje, ki sem ga sama pisala, tudi prvo obvezno temo med demokracijo in totalitarizmi,
ki jo je napisala žal danes odsotna kolegica Špela Frantar. No, primarno me je pri pisanju vodila želja spodbuditi pri dijakih kritično razmišljanje, torej oblikovanje lastnega pogleda na zgodovino, predvsem pa njeno povezovanje s sedanjostjo. Vprašanja, ki sem jih zastavljala pod viri, sledijo konceptu dela z viri, kakršnega vzpostavljamo pri pripravi maturitetnih pol. Hkrati pa sem ta vprašanja prepletala tudi z vprašanji, ki spodbujajo kritično in, kot je Mirjam prej omenila, ustvarjalno razmišljanje in seveda tudi povezovanje preteklosti s sedanjostjo. Pri pisanju učbenika moramo avtorji seveda hočeš nočeš slediti ciljem učnega načrta. Pri tem smo ubrali vzročno-posledični, tematsko-kronološki pristop, ker samo ta kombinacija omogoča podajanje snovi v obliki, ki je dijakom razumljiva in upam tudi zanimiva. V nadaljevanju bom, kot sem že napovedala, kratko opisala prvi dve obvezni temi iz obče zgodovine, torej prvo temo med demokracijo in totalitarizmi, ki jo je napisala Špela Frantar, in drugo temo sodelovanje in konflikti, ki sem jo napisala sama. Z umestitvijo prve svetovne vojne v novi učbenik za 3. letnik, ki je izšel lani, se je nekoliko razbremenilo pouk zgodovine v 4. letniku. Tekom časa in ob odpiranju novih zgodovinskih poglavij namreč postaja pouk sodobne zgodovine v 4. letniku čedalje bolj zgoščen in posledično v praksi težje izvedljiv v celoti. Zato premik prve svetovne vojne v zgodovino 3 pomeni vsaj malenkostno razbremenitev. Prva obvezna tema med demokracijo in totalitarizmi se tako začne s kratko ponovitvijo zaključnih poglavij zgodovine 3, torej kako je prva svetovna vojna spremenila svet in kako se je oblikovala Versajska Evropa. Nadaljuje se z revolucionarnim vrenjem v Evropi, v središču katerega je seveda oktobrska revolucija. Zatem je pojasnjen pojem demokracije in razlogi, zakaj je bilo med obema vojnama tako težko vzdrževati demokracijo, ker so v času med obema vojnama Združene države Amerike postajale v svetovnem merilu čedalje pomembnejše, je posebno poglavje namenjeno tudi njim in seveda veliki gospodarski krizi, ki je spremenila svet. Naslednje poglavje pojasni razloge za vzpon avtoritarnih in totalitarnih sistemov, temu pa sledi predstavitev posameznih totalitarizmov, torej fašizma, nacizma in stalinizma. Potem se prek poglavja o španski državljanski vojni znajdemo na pragu druge svetovne vojne, ki je potem v nadaljevanju prikazana v 3 kronološko in vsebinsko sistematično razdeljenih poglavjih. Poudarek prve obvezne teme, torej teme med demokracijo in totalitarizmi, je na vzrokih šibkosti demokracije na eni strani in na drugi strani moči totalitarizmov, ki so tlakovali pot v drugo svetovno vojno. Z letom 1945 se torej prva tema zaključi in preidemo na drugo obvezno temo, sodelovanje in konflikti, v kateri sem zajela čas od konca druge svetovne vojne do danes. Poudarek je na politični zgodovini, v katero pa, kolikor je le mogoče, sproti vpletam gospodarsko in socialno zgodovino. Poglavja sem zasnovala tematsko, kronološko in vzročno-posledično, poudarjene pa so zlasti vsebine, ki so ključne za razumevanje sodobnega sveta.
Svoj del torej začnem s poglavjem o začetku hladne vojne in potem nadaljujem z oblikovanjem obeh blokov, pri čemer poglavje o oblikovanju vzhodnega bloka zaradi vsebinske konsistence potegnem od prvih povojnih let prek destalinizacije vse do praške pomladi. Sledi poglavje o evropskih kriznih žariščih, zlasti o nemškem vprašanju in obeh berlinskih krizah. Potem pa sledita dve tematski poglavji. Prvo o evropskem povezovanju, ki ga potegnem od prvih povojnih let do danes, in drugo o vlogi Organizacije Združenih narodov, ki ga prav tako povlečem do danes. Naslednje poglavje je namenjeno osvobajanju tretjega sveta izpod kolonializma, pri čemer se dotaknem tudi gibanja neuvrščenih. Potem pa sledi poglavje o vzponu Kitajske med velesile, ker je poznavanje te tematike pomembno za razumevanje sedanjosti. Nadaljujem s hladno vojno na Daljnem vzhodu, torej s korejsko in vietnamsko vojno, potem pa se preselimo na Bližnji vzhod v problematiko arabsko-izraelskih odnosov, ki kljub novim kriznim žariščem v tem delu sveta še vedno ostajajo primaren izvor konfliktov. Naslednje poglavje je namenjeno kubanski revoluciji in raketni krizi, ki je svet pripeljala na rob jedrskega spopada in navsezadnje do spoznanja o nujnosti popuščanja napetosti med velesilama, o čemer govori naslednje poglavje. Detant se je končal s sovjetsko vojno v Afganistanu, ki je skupaj z islamsko revolucijo v Iranu zanetila muslimansko sveto vojno, ne samo v regiji, ki je namenjeno to poglavje, ampak tudi izven nje. Sledi poglavje o zatonu in koncu hladne vojne in za njim poglavje o spremembah leta 1989 v vzhodni Evropi, ki ga prek tranzicije potegnem tako rekoč do danes. Predzadnje poglavje obravnava vojne na območju nekdanje Jugoslavije, z izjemo Slovenije, ki je obravnavana v tretji obvezni temi. Obvezna tema sodelovanja in konflikti pa se zaključi s poglavjem o terorizmu, ki prinaša opredelitev tega fenomena in kratek pregled zgodovine in vrst terorizma. No, poleg obvezne teme sodelovanje in konflikti pripravljam še izbirno temo o civilno-družbenih gibanjih in človekovih pravicah. V tem poglavju bodo predstavljena, kot poveže naslov, različna civilno-družbena gibanja, od ženskega gibanja, gibanja za državljanske pravice, študentskega gibanja, mirovnih, ekoloških in drugih gibanj, ki se seveda prepletajo s človekovimi pravicami in tudi s širšim kulturno-zgodovinskim kontekstom. Če pod tem nekako potegnem črto, lahko sklenem, da se novi učbenik že na prvi pogled razlikuje od obstoječega. Takoj se opazi več zgodovinskih virov, več slik, več zemljevidov in drugih didaktičnih pripomočkov, torej več interaktivnosti. Posamezna poglavja so tematsko bolj zaokrožena in zato nekatera segajo tudi skozi daljša časovna obdobja, pri čemer pa se ne poruši kronološka komponenta. Na drugi strani je besedilo napisano bolj strnjeno, ker je lep del učne snovi prenesen v vire. Toliko zaenkrat z moje strani, ker nastopam v dvojni vlogi, sem bila morda nekoliko daljša, upam, da ne predolga. No, preden končam, pa bi, če smem, izkoristila še priložnost za pohvalo in zahvalo urednici za njeno
res neumorno in dosledno uredniško delo. Moram priznati in poudariti, da v vseh letih, odkar pišem in objavljam, in teh se je že nekaj nabralo, še nisem naletela na bolj predano urednico ali urednika, tako da mi je delo pri učbeniku tudi z tega vidika v zadovoljstvo. Hvala lepa. Sem vam rekla, da imam krasno avtorsko ekipo. Mateja, hvala. Pa mogoče, če dodam k tebi samo še to, da iz njenih tekstov ne bi nihče uganil, da nima didaktične izobrazbe. Res so zelo premišljeno in odlično napisane. Tako ne boste videli, ko dobite v roke. Zdaj pa bi predala štafetno palico Gregorju, ki se je pogumno lotil kako naj rečem, najbolj strašne vsebine in se mi zdi, da jo je tudi zelo dobro obvladal. Gregor, izvoli. Hvala. Tudi z moje strani lep pozdrav, naj se zahvalim za prijazno predstavitev na začetku, če že ne zaradi drugih stvari, se zaradi takšnih pohval splača sodelovati pri učbenikih, ker doma običajno nisem deležen takšnih pohval. Kot je povedala Mirjam, je seveda tudi jaz nimam didaktične izkušnje iz učilnice, tako rekoč sem tudi v času študija bil enopredmetni študent zgodovine, ampak sem se ob pisanju poglavij za učbenik zgodovina 3, pri pisanju poglavij za učbenik 4, pa še toliko bolj spomnil svojih gimnazijskih let. Enih 15 let nazaj sem jaz bil tisti dijak 4. letnika, ki se je pripravljal na maturo, in zato mi je ta zavest nekako prišla nazaj in sem se spomnil, kakšni učbeniki so bili takrat in kaj je morda v tistih učbenikih katerega dijaka odvrnilo, in to je tisto, kar je mogoče že Mirjam poudarila, pa tudi Mateja, da je en velik doprinos učbenikov, ki izhajajo pod okriljem Mladinske knjige, predvsem kopica virov, fotografskega gradiva in tudi zemljevidov. Zdaj, pred očmi moramo imeti, da vsak zemljevid stane, če ga kartograf nariše, in moram reči, da je Mladinska knjiga pri tem zelo velikodušna in dopušča, da se v zemljevide vstavljajo še dodatne zadeve, da so zemljevidi čim bolj polni in čim bolj jasni, tako da gredo res pohvale Mladinski knjigi za te zadeve. Kot je Mirjam povedala, seveda vsak, ki se loti pisanja zgodovine Slovencev v 20. in 21. stoletju, ima pred seboj morda najtežje obdobje v zgodovini Slovencev, ampak to obdobje ni najtežje zaradi 2 svetovnih vojn, v katere so bili naši predniki pahnjeni, ampak predvsem zaradi tega, ker si posamezniki, med temi tudi nekateri zgodovinarji, kolegi, to zgodovino delajo bolj težavno, kot je v resnici bila, in seveda smo se trudili, vsi avtorji, jaz pa v svojem poglavju seveda tudi, da to zgodovino predstavimo čim bolj objektivno, predvsem pri obdobju 2. svetovne vojne, pa da ob neki politični zgodovini in splošnih dejstvih predstavimo tisti človeški aspekt vojne, tisti človeški aspekt, ki je Slovence potisnil v eno ali drugo stran, in da na tak način skušamo dijakom leta 2021 prikazati duh časa, ki je pripeljal do stvari, do katerih je. Zdaj pa, če se sprehodimo po poglavjih, tako kot je povedala Mateja, je seveda tudi pri poglavjih okrog Slovencev v 20. stoletju začnemo z obdobjem po koncu Prve svetovne vojne. Ta premik se tudi meni zdi izjemno logičen, nekako nisem razumel, zakaj se v 4. letniku začne s Prvo svetovno vojno, kajti Prva svetovna vojna je mejnik, konec enega časa, z obdobjem, ki pa sledi, pa je mejnik drugega časa, in zaradi tega mislim, da je to tudi en velik doprinos tako zgodovine 3 kot zgodovine 4, da smo trojko zaključili z Prvo svetovno vojno. In seveda pri poglavjih okrog Slovencev sem poskušal tiste zadeve, ki jih Mateja razlaga v
obči zgodovini prenesti tudi na domačo zgodovino, tam, kjer se je to seveda dalo. Mateja je omenila, da po koncu Prve svetovne vojne oziroma že njenih zaključnih akcijah se na svetovnem parketu pojavi nova velesila ZDA, no njeno vlogo pri oblikovanju meja po koncu Prve svetovne vojne, vlogo ameriškega predsednika v nastajanju mej, sem nekako poskušal plesti v moje poglavje okrog koroškega plebiscita. Seveda potem sledijo poglavja, ki obravnavajo medvojno obdobje, torej obdobje najprej države SHS, nato kraljevine SHS. V vsem tem času sem poskušal prikazati, kako bi rekel, spone in padce slovenske jugoslovanske izkušnje, torej kaj so Slovenci pričakovali, da bodo dobili z izstopom iz Avstro-Ogrske in kaj so na koncu dobili kot izkupiček. In seveda vse težave, na katere so naleteli, torej kot vidimo pri naslovu tretjega poglavja, torej centralizem in unitarizem, tisto, kar je Slovence najbolj bolelo, in na drugi strani želje po vse večji avtonomiji, ki seveda povzročajo težave centrov oblasti. Potem, če gremo dalje na naslednjo, torej preidemo v obdobje preoblikovanja južnoslovanske države, iz kraljevine SHS nastane kraljevina Jugoslavija in seveda potem to poglavje nekako poveže obdobje do izbruha druge svetovne vojne. Zdaj, pri sami drugi svetovni vojni, ker verjamem, da je vsem učiteljem faktografija in vse ostalo zelo jasno, ne bi poudarjal posameznih podpoglavij, ampak tisto, kar sem že prej omenil, torej, da smo poskušali predvsem na podlagi virov, slikovnega gradiva, tudi zemljevidov prikazati vse razsežnosti, ki jih je druga svetovna vojna Slovencem prinesla. Torej, kako izbruhne vojna, kako si okupatorji razdelijo slovensko ozemlje, kakšne okupacijske sisteme smo na Slovenskem v tem obdobju imeli. Kot posebno poglavje znotraj vojnega dogajanja pa tudi poglavje o kulturnem življenju Slovencev v času druge svetovne vojne, torej da dijaki vidijo, da kljub vsem grozotam, ki so se tedaj dogajale, so Slovenci tudi iz različnih taborov skušali na nek način ohranjati kulturo kot tisto glavno jedro nacionalne zavesti. Potem pa z koncem druge svetovne vojne pridemo v poglavja vzpostavljanja nove politične oblasti in preko tega seveda potem pridemo v obdobje socialistične Jugoslavije, kjer pa smo tudi tukaj poskušali, oziroma sem poskušal predstaviti tako pozitivne kot negativne aspekte te države. Ves čas pri pisanju vseh poglavjih sem nekako skušal uravnotežiti, kot rečeno, pozitivne in negativne aspekte, biti čim bolj objektiven, torej da se bi dijaki lahko sami ustvarili neko mnenje, to kritično mišljenje seveda spodbujati nenehno z viri, ki so včasih morda nekoliko daljši, ampak tako kot je tudi Mateja povedala, tudi če je kak vir daljši, če ima kakšno vrstico več, je to na račun tega, da smo poskušali poiskati tak vir, ki razloži neko stvar, ki jo nismo razložili v tekstu, in tako se viri običajno vključujejo v tekst, ga dopolnjujejo in nadgrajujejo, tako da vsak vir, tudi če je malo daljši, ni zaman tam, kjer je. No, seveda potem pa preidemo preko jugoslovanskih poglavij v sklepni del moje teme, torej obdobje razpada Jugoslavije in nastajanja samostojne Slovenije. Tudi tukaj smo poskušali za čim več slikovnega in kartografskega gradiva prikazati
to pot samostojnosti in seveda v poglavjih, v zadnjih poglavjih tudi izzive, ki jih je samostojnost prinesla mladi Republiki Sloveniji. Seveda, ker govorimo o 20. in 21. stoletju in vemo, da so tudi po letu 2000 bili pomembni dogodki, ki pa jih sicer zgodovinarji ne radi ovrednotimo, ker so še preblizu, nimamo na razpolago arhivskega gradiva, da bi lahko o tem pisali, pa vendar smo poskušali tiste ključne trenutke dijakom prikazati praktično do današnjega dne z zadnjo nalogo želim in zmorem več, ko jih spodbujamo, da kritično razmišljajo tudi o aktualni pandemiji, ki vlada. Torej, učbenik se ne konča predvčerajšnjim, ampak se konča danes v sedanjosti in mislim, da je to en pomemben doprinos, predvsem zaradi tega, ker učbenik živi kar nekaj let in zato je važno, da smo čim bolj v sodobnosti pri teh pomembnejših temah. Hvala. Gregor, hvala. Ja, to je meni v bistvu tudi en zelo, mislim, to mi je zelo dragoceno pri zgodovini 4, da v bistvu povežemo zgodovino z dijakovim življenjem. Ker se mi zdi, da na ta način ustvarimo tisto vez med preteklostjo in sedanjostjo, ki zgodovino res osmisli in v bistvu mu da mogoče neko popotnico za naprej, da jo bo znal uporabiti v drugačnih okoliščinah. To sicer pravijo, da se zgodovina nič ne učimo, ampak vendarle upamo, da naši dijaki se pa bojo. Učbenik ima tudi izbirne teme, tako kot so predvidene v učnem načrtu, ampak smo rekli, da bomo to kar preskočili, da ne bomo predolgi. Sledijo učnemu načrtu in že znanemu konceptu, predvsem pa spodbujajo dijakovo samostojno raziskovanje. To je zaenkrat, kar se tiče našega predstavitvenega dela, vse. Upam, da ste že dobili odgovore, ki ste jih iskali. Gotovo pa so se pojavila še kakšna vprašanja in ste lepo povabljeni, da v Questions and Answers pišete, kaj vas zanima, kakšna misel, ki se je utrinila ob teh predstavitvah. Gregor in Mateja sta bila zelo izčrpna, ampak vedno se še kaj pojavi. Tako kar izvolite, prosim. Mogoče ta čas, da se opogumite, bi mogoče jaz dala eno vprašanje Mateji in Gregorju, in sicer na kaj sta pa najbolj ponosna. Jaz sem zelo ponosna na vajino delo in zelo ponosna, da sem imela take avtorje in tudi zelo verjamem v besedilo, ki nastaja, ampak tako, kaj pa je konkretno tista stvar, ki je pri vajah, ki bi jo izpostavila? Ja, to je zelo težko vprašanje, zlasti v trenutku, ko še ni čisto vse zaključeno in za ponos po opravljenem delu morda še ni pravi čas. Lahko pa rečem, da sem zadovoljna. Namreč v poglavja, ki sem jih pisala, sem prelila najboljše, kar premorem in zmorem napisati v razmeroma kratkem času, ki nam je na voljo, poleg seveda služb, ki jih imamo. In upam, da boste zadovoljni z našim delom tudi uporabniki, torej dijaki in učitelji. Kaj posebnega ne bi v tem trenutku še izpostavila, ker je še preveč živo, da še ni vzpostavljena distanca. Morda pa je pri Gregorju drugače. Ne. Jaz sem tak, da običajno svoje stvari, ko jih enkrat oddam in ko so otisnjene, niti več ne berem, ker me je strah, kaj še bom našel, ampak če sem na kaj ponosen, sem pa lahko ponosen na ekipo, s katero lahko sodelujem. Mislim, da je neka dobra klima, ki vlada med ekipo, da ni nihče jezen ali pa ljubosumen, če kdo drug najde kakšno napako ali pa če kdo drug predlaga
kakšno izboljšavo. Mislim, da je to najpomembnejše, kajti lažje je, če si avtor en, če jih je več, vsi vemo, da v medčloveških odnosih, sploh v času korona krize, vladajo marsikdaj težave, ampak mislim, da smo res ena super ekipa z Mirjam na čelu in da je to stvar, na katero sem lahko ponosen, da lahko sodelujem s takšnimi damami, kot so vse dame, s katerimi sodelujem pri pisanju učbenika. Hvala, Gregor. Dobili smo še vprašanje o izidu. To je pa vprašanje bolj zame in sicer jaz računam, da preden odidete poleti na počitnice, boste lahko v sabo vzeli da svoj dopust od Zgodovino 4. Verjemite mi, ne boste prvi. Mislim, poznam primer enega profesorja, ki je v bistvu sabo vzel na dopust Zgodovino 1 in pravil, da je užival v branju. Potem smo dobili še eno vprašanje, ki je tudi zame, in sicer, kdaj bo išla interaktivna oblika učbenika. Zdaj, najprej bi se vam rada zahvalila za malo potrpežljivosti, vem, da te interaktivne učbenike že kar nekaj časa obljubljamo. Smo imeli pa žal vmes tehnične težave in tudi v bistvu sama izdelava interaktivnega učbenika, če hočemo narediti, da je res tako, kot mora biti. Mogoče tudi tukaj je zganje malo perfekcionizma, zaradi tega, ker je pač sama tehnologija, uporaba tehnologije pri zgodovini teme, s katere sem delala doktorat. Interaktivna 1 in interaktivna zgodovina 2 bosta pripravljeni za naslednje šolsko leto. V celoti in popolnosti z vsemi filmčki, interaktivnimi zemljevidi, nalogami, v glavnem tako, res tista podpora, ki jo dijak rabi, na način, da tehnologija prinese tisto, kar tiskano gradivo ne more. Interaktivna zgodovina 3 pa bo še mičkeno počakala. Jaz upam, da bo jeseni, ampak ne upam pa še tega zagotovo obljubiti. Potem je še vprašanje, v kolikšni meri zemljevidi pokrijejo snov. Namreč že nekaj časa ni mogoče nikjer naročiti zgodovinskih atlasov. Jaz bi si drznila reči, da smo dali zemljevide povsod, kjer se nam je zdelo to potrebno. Namreč vsi se zavedamo, da so današnji dijaki zelo vizualni in tudi, da imajo težave s prostorsko in časovno predstavo. In jaz mislim, da imajo tudi interaktivni seveda, ampak zemljevidi pri tem res pomembno vlogo, da jim pomagajo, da se znajdejo v času, da se znajdejo v prostoru. Tako da v bistvu praktično, kjer se je zdelo pomembno, smo dali zemljevide in v bistvu smo z njimi tudi marsikje razbremenili snov, zato ker včasih je nesmiselno o nečem razlagati, če si lahko preprosto samo pogledajo na zemljevidu, pa jim je veliko hitreje jasen. Ne vem, Mateja, Gregora bi videla še kaj tle dodala svoje avtorske izkušnje, a se vam kako sta gledala na te zemljevide? Kot sem že omenila, kar se tiče zemljevidov, je veliko novih, takih, kakršnih doslej še ni bilo v nobenem atlasu ali učbeniku. Zemljevidi so, to lahko trdim seveda samo za del, ki sem ga sama pisala, so pripravljeni tako, da prinašajo čim več informacij in so uporabni, bom rekla, tudi z tega vidika, ki sem ga že omenila, torej za podajanje snovi na način, ki je potem uporaben tudi pri maturi. Omenila sem namreč, da se tudi mi v maturitetni komisiji srečujemo z velikim pomanjkanjem uporabnih zemljevidov in ta manjko se, moram reči, pri Mladinski knjigi vendarle trudijo zapolniti z novimi zemljevidi, ki smo jih avtorji predlagali. Tako da mislim, da omogočajo to, kar si prej omenila, Mirja. Mogoče, če dodam še to, nekako ideja tega koncepta, ki smo ga imeli, je bila v bistvu, da je učbenik osnovno učno gradivo, da imajo dijaki čim več zbrano na enem mestu in v bistvu tudi
zgodovinske zemljevide smo vedno dali kot vir. Se pravi, da so vpeti v samo razlago. Da razlaga na nek način zemljevid napove in potem z nalogami ga tudi se učijo analizirati in potem nadaljujejo. Se pravi, da na nek način tudi nadomestijo razlago in ni potrebna, saj tako smo si tako zastavili, zraven še uporaba zgodovinskega atlasa. Seveda pa vem, da učitelji poučujete zelo različno, kar je super, da v bistvu dajete svoje izkušnje v pouk, svoje tiste stvari, ki se vam zdijo zanimive, različne poudarke, tako da boste gotovo uporabljali še kakšne zemljevide zraven tega, ampak tako se mi zdi, te osnovne zemljevide, ki jih rabijo za razumevanje snovi, ki je predstavljena v samem učbeniku, pa da imajo to podporo, ki jo rabijo. Sploh se mi pa zdi fino, da bomo pripravili interaktivne zemljevide, zaradi tega, ker res se mi zdi, da olajšajo razumevanje, da veliko lažje ga preberejo, če nimajo naenkrat prikazanih preveč informacij. Se pravi, da so te layeri, te plasti, ki se jih vklapljajo in izklapljajo in se v bistvu lahko prikaže samo en manjši delček, samo en manjši poudarek, ob katerem se lahko veliko pove. Na ta način v bistvu tudi učitelji služijo namesto PowerPointa. Gregor, a bi ti še kaj povedal? Ne, se absolutno strinjam z vama in zdi se mi, da je tudi pomembno, da Mladinska knjiga investira ta denar v to, da to niso zemljevidi, ki bi bili vzeti iz nekih atlasov, ampak se plačuje kartografa, ki zemljevide nariše na novo, ki morda pri kakšnih starejših zemljevidih ugotovi napake, da so ti zemljevidi res popravljeni in da, tako kot je Miran povedala, dopolnjujejo tekst, da so namenjeni kot viri, da s tem v bistvu tudi pri dijakih vzbujamo kritično mišljenje, da kak podatek sami poiščejo na zemljevidu in to se mi zdi seveda en velik doprinos in seveda da na račun teksta so potem ti zemljevidi tudi toliko veliki, da so normalno berljivi, da niso to nekje v kotu eni mali zemljevidi, kjer rabiš povečevalno steklo, ampak da so res na enem srednjem mestu in dovolj vidni, da se da na njih delati. Dodala bi še to, mislim, vse to si ti povedal, ampak mogoče, da še z drugimi besedami povem. V bistvu so zemljevidi didaktično prilagojeni in usklajeni s tekstom. Se pravi, ne prinašajo nobenih dodatnih informacij, nepotrebnih, razen, kjer smo presodili, da bo mogoče učitelj želel pa povedati še nekaj o tem in tem. Takrat smo dali kakšno tako stvar, a nismo pa želeli v bistvu obremenjevati dijaka z dodatnimi informacijami, v katerih ima premalo znanja, da bi sam vedel brez učiteljeve razlage. Se pravi, res smo naredili zemljevide, ki so usklajene s tem, kar učbenik prinaša in kar želi povedati. Jaz zdaj upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje, če ne, prosim, zastavite še kakšno podvprašanje. Potem imamo vprašanje, ali bo šel tudi delovni zvezek. Ne. Zaradi tega, ker smo v bistvu, ker stojimo za tem, da, kar kažejo v bistvu tudi vse raziskave in praksa, da je za dijaka vseeno najbolj uporabno, če ima eno učno gradivo in ima vse stvari zbrane na enem mestu in s tem namenom je tudi pripravljeno zelo veliko različnih nalog, ki so jih v bistvu pripravili izkušeni avtorji, mislim, avtorji z dolgoletnimi izkušnjami v razredu in tudi jaz sem jih potem pregledala konec koncev. Tako, sem pri zgodovini 1 je pa še sodelovala doktorica Mojca Kukalja-Gabrielčič, ki je res pregledala, da so res vrhunsko pripravljena v smislu tudi razvijanja asociativnega mišljenja, res vseh mogočih diferenciacij, da so bile razporejene po Bloomove taksonomiji in tako naprej. Tako da te, ki uporabljajo učbenik, pravijo, da ne rabijo delovnih zvezkov in da jim v bistvu te naloge, ki so v samem učbeniku, to nadomestijo. Vprašanje za učbenik zgodovina 2 sestava angleškega parlamenta. Zakaj navedenih 27 baronov in prelatov, ali jih ni bilo 25? To pa prosim, bomo preverila pri avtorici. Danes je žal ni z nami, jaz na to vprašanje ne znam odgovoriti. Čisto mogoče, da je pač pri pisanju in pri recenziji, da se je kakšna stvar spregledala. Sicer tekst je pregledal dr. Štih, ki je bil zelo natančen, tako da ne znam reči. Vam vsekakor javimo, si bom tole zapomnila, pa vam pošljemo.
upam, da imamo vaš e-mail naslov. Samo eno sporočilo. Potem je pa še eno vprašanje, ki se nanaša na vse učbenike. Za usvajanje snovi imamo na razpolago 70 tool, s katerimi uspemo ob hitrem tempu predelati kvečje obvezne teme. Na kakšen način si predstavljate predelavo uporabe izbirnih tem? Ja, o teh vaših časovnih stiskah vem zelo veliko, tudi moji avtori, ki so učitelji, mi o tem zelo veliko pripovedujejo in tudi vidim, da v bistvu učitelji tem izbirnim temam pristopate zelo različno. Nekateri jih sploh ne obdelate, nekateri jih obdelate preko projektnega dela, nekateri pa dejansko si vzamejo čas in obdelajo tako kot obvezna tema še eno ali dve izbirne teme. Tako da mi smo v bistvu na začetku, ko smo pripravljali načrt, kaj bomo pripravili, pač neko okvirno kazalo, smo si v bistvu tudi razdelili približno koliko časa oziroma koliko učnih ur naj bi bilo namenjenih posamezni temi. Mogoče ste to tudi videli na začetku, pri posamezni temi smo to napisali, tako okvirno so te številke, ker pač vemo, da učitelji vseeno zelo različno pristopate k temu in nekako nočemo nikogar omejevati. Želimo smo napisati tako, da imate zelo veliko svobode pri tem, a boste nekaj, hitro skozi, a boste nekaj zelo podrobno razlagali. In ko smo delali to kazalo, smo v bistvu tudi razmišljali, smo pustili prostor za izbirne teme. Se pravi, da bi morali imeti čas, da predelate izbirne teme, pri tem nas v bistvu nadzoruje oziroma za vrat drži tudi učni načrt, ki določa, da 70% časa, mislim, da največ 70% časa se lahko, popravite me, če sem se zmotila, se lahko nameni obveznim temam, ostalo pa za izbirne teme. Tako da smo v bistvu tudi morali tako napisati. Ker učbenik potem gre v potrditev na strokovnem svetu, kjer te stvari preverijo. Se pa res zelo različno pristopa. In vem, da Gordana, ki je pisala izbirni temi o migracijah, pa o vplivu znanosti in kulture in tako naprej o tem, se pravi, vpliv znanosti in tehnologije na okolje, vsakdanjik in kulturo, je prav zasnovala ta poglavja tako, da lahko učitelj pripravi skupinsko delo. In posamezna skupina učencev obdela določeno poglavje, potem poročajo en drugemu. In s tem je tudi zelo enakomerno razporedila število virov, število slikovnega gradiva, naloge je zasnovala na ta način, da lahko posamezna skupina obdela, da ima vso podporo za obdelavo določene teme. So pa izbirne teme predvsem namenjene nekako dijakovemu samostojnemu raziskovanju in učenju, oziroma napisane so tako, da jih lahko v bistvu učenec pripravi in tudi kot kakšen projekt, kot terensko delo. V bistvu zelo smo poskušali biti odprti za vse te mogoče opcije pristopa k določeni izbirni temi. Upam, da sem zdaj precej sicer na dolgo in na široko, ampak da sem odgovorila na vaše vprašanje. Mogoče Mateja pa Gregor vida tudi pišeta po eno izbirno temo. Imate še vida kakšen komentar? Ja, morda kot je omenila že urednica, je seveda pri pisanju učbenika, in tudi na zadnje sem jaz v svoji predstavitvi povedala, pri pisanju učbenika sledimo učnemu načrtu in ta je kakršen je in na to pač seveda ne moremo vplivati. Poskušamo pa prilagajati pisanje izbirnih poglavij na način, da se čim bolj ujema oziroma da ga je mogoče določene tematike vključiti tudi k obveznim in obratno. Naprimer, če gledam recimo, če vzamem za primer tole, torej poglavje o civilno-družbenih gibanjih, za katerega sem omenila, da sem ga pisala, so že v obveznih temah določeni nastavki, na katere se lahko, če ostane kakšna ura, za katero pač seveda upam, da ostane, čeprav je to v 4. letniku težko, kot so še priprave na maturo, da se lahko tam obravnava še vsaj en delček tudi izbirne teme.
Ja, hvala, ker si to izpostavila. V bistvu se mi zdi, da vsako stvar v učbeniku tako res velikokrat premislimo, potem sploh pozabimo, kaj v resnici delamo, ampak ne vedno razmišljamo o tem, na kakšne načine se lahko določena informacija uporabi in da lahko v bistvu izbirne teme zelo lepo dopolnjujejo in nadgrajujejo obvezne. Sem prav rekla, izbirne teme lahko zelo lepo nadgrajujejo obvezne teme. Mislim, da bomo malo počasi zaključiti. No, pa tako, mislim, to se tudi spomnim, ko sem se enkrat pogovarjala z Natašo Golob, ki je avtorica izbirne teme v 2. letniku, oziroma 2 izbirnih tem, ki jih je tudi po mojem mnenju krasno napisala. Se vedno spomnim na sebe, ko sem hodila v gimnazijo. Smo imeli berilo branja, ki so v bistvu bila zelo debela, verjetno še zdaj uporabljajo, in so vsebovala veliko več besedil, kot smo jih dejansko obravnavali. Ampak jaz, ki sem imela strašno rada književnost, sem vse prebrala. In jaz te izbirne teme vidim tudi na ta način, da dijak, ki ga zanima, lahko v bistvu razširi svoje obzorja in spozna več. Neka dodatna informacija za tiste, ki želijo vedeti več, ki jih bolj zanima. Tako, no, se mi zdi tudi, da so tako zelo dijakov blizu, glede na to svojo vsebino, da so zelo aktualne. Letos mi je bilo zelo tako fajn tudi, kako je pristopila Gordana tej temi o vplivu znanosti in tehnologije na okolje, vsakdanjik in kulturo. In sicer je preko svojih hčerk, ki hodita na gimnazijo, dobila idejo, da to predstavi preko generacij. In to je zame bilo zelo fascinantno branje. Jaz sem v tem uživala. In v bistvu mi je kar naenkrat potem postalo jasno, zaradi tega pa moja stara mama shranjevala vse tiste zadeve, vse tiste čevlje in obleke in kavo izpred ne vem kolikih let, zaradi tega, ker je to značilnost za to generacijo, glede na izkušnje, ki jih je imela skozi zgodovino. In v bistvu tudi pride ta tema prav do njih in jim pojasne, kateri so pa tiste zgodovinske dejavniki, ki so v njih oblikovali, da so taki, kot so. Tako, ena taka zanimiva branje. Vegor, bi mogoče še ti? Ne, se strinjam z vama, da v izbirnih temah poskušamo nadgraditi tisto, za kar pri obveznih temah ob vsej politični, diplomatski, gospodarski in še ne vem kakšni zgodovini zmanjka, in izbirne teme dajejo morda obveznim temam še malo več tega človeškega vidika, vsakdanjega življenja, kulture in tega, tako da verjamem, da je težko z urami priti skozi, ampak mislim, da je to Špela ob enem izmed skupnih sestankov, ko se je tudi pojavljala ta tema okrog izbirnih tem in njihove predelave v sklopu šolskega leta, da se pač poskuša pri tistih obveznih temah, kjer se vidi, da se da navezati na izbirno temo, poiskati to možnost in mogoče dijake napeljati, da če pa jih zanima, lahko v izbirni temi pa izvedo kaj več. Če naprimer v obvezni temi ob slikci tovarne Tomos predstavimo samo neko faktografijo o tej tovarni, lahko pri izbirnih temah pa zvejo kaj več, kaj je Tomos pomenil za takratne generacije. In tudi zelo konkretno v bistvu usmerjamo. Recimo, včasih v Želim in zmorem več piše, če želiš več izvedeti o tem in tem, si poglej, recimo o migracijah, se pravi o tej aktualni, zdaj že malo manj aktualni begunski krizi, si lahko malo več prebereš v izbirni temi na tak način. Mislim, da zdaj nimam več nobenega vprašanja. Mislim, da so se ustrašili zaradi tega, ker sem se potem pri vsakem vprašanju toliko razgovorila. Da je posledica tega, da imam to delo res rada in tako se mi zdi tudi, da res velikega razmisleka je vloženega v, ne boste verjeli, ampak prav v vsako besedo, v vsako slikco, v vsaki vir, v vsak zemljevid, da se da iz njega v sami šolski praksi res čim več potegniti. Vem pa, da to traja, da se nekdo tega navadi in da vidiš vse te povezave, ampak sem prepričana, da jih boste s časom odkrili in presenečena, da jih dijaki tudi sami od sebe odkrijejo. Tako da vendarle očitno niso toliko skrite. No, to je zaenkrat to, kar se tiče vprašanj. Potem pa mogoče mi ostane samo še to, da vas povabim na
še na 2 srečanji oziroma sodelovanji. In sicer kot prvo ste verjetno že prejeli evalvacijo na zgodovino 4. Najprej hvala vsem, ki ste se že odzvali. Lepo ste pa povabljeni tudi vsi ostali, da se nam pridružite, vas bomo veseli. Druga stvar je pa, ki sem jo že prej v bistvu omenila, da smo res kar precej razmišljali. Vem, da je kar težko prestopiti iz enega gradiva na drugo gradivo in smo res razmišljali o tem, kako vas lahko pri tem podpremo. Ker vemo pač, da nova gradiva prinesejo tudi kakšno informacijo, ki je nova, kakšna stvar zapišejo drugače, kot ste navajeni. Tako da smo se odločili tudi na vašo pobudo, da pripravijo serijo srečanj strokovnjaki, ki bodo predstavili aktualna spoznanja in naslovili izzivi, s katerimi se srečujete pri poučevanju določene tematike. In prvo tako srečanje smo pripravili za 21. aprila, ko bo doktorica Alenka Cedelnik, ki je tudi avtorica poglavij o grški in rimski zgodovini, predstavila svoje poglavje stališča stroke. In meni se zdi tudi, da je to krasna priložnost, da webinar se oblikujete s svojimi vprašanji, ki jih lahko napišete na mail na učbeniki@mkz.si že vnaprej, tako da se bo lahko avtorica pripravila na nja in bo odgovorila na točno tiste dileme, s katerimi se srečujete. No, napovedala pa bi tudi izid zgodovina na kratko, ki bo šla jeseni in je zasnovana kot tisti pripomoček, ki dijaku pomaga, ko je vse snovi preveč. In jo hoče na hitro ponoviti in si ustvariti celostno sliko. Vsi vemo, da ko se dijaki pripravljajo na maturo, iščejo bližnjice, ker je snovi za zgodovino res, res veliko. Mi smo razmišljali da je vseeno, kar kaže didaktična stroka, za dijaka najbolj učinkovito, da se uči z gradivi, ki jih že pozna. Zaradi tega, ker ob tem se aktivira njihov vizualni oziroma prostorski spomin in se da in veliko lažje potem prikliče informacije. Zaradi tega smo potem hoteli narediti en priročnik, ki bi jim pomagal to snov na hitro ponoviti, si ustvariti celostno sliko, videti povezave med dogodki, tako na tak način. In avtorice so tudi izkušene profesorice, ki tudi same pripravljajo dijaka na maturo in imajo s tem veliko izkušenj. Tako da ostajamo povezani, ne? Zdaj pa hvala z moje strani, hvala Mateji in Gregorju, ker ste si vzela čas in tako krasno predstavila svoje delo, predvsem pa hvala za vse vloženo delo v preteklih mesecih, ki je res veliko. Jaz vedno pravim, da avtorji ne dajejo v učbenike samo časa, ampak dajejo tudi vse svoje dolgoletne izkušnje, znanje in na koncu v bistvu tudi, ne vem, vsaj moji avtorji se mi zdi, da ste taki, da res pristopate k temu z enim občutkom poslanstva in z eno veliko željo pomagati dijaku, da spozna zgodovino, da jo razume in da mu je s tem tudi veliko bližje, da jo ima rad. Ne vem, to se mi zdi, da ta ljubezen do predmeta in ljubezen do samega ustvarjanja učbenika da tekstu eno dušo, ki se je ne da sfejkati, se opravičujem na angleškem izrazu, kako naj to rečem, ponarediti. To je nekaj, kar se čuti med vrsticami. In to je, se mi zdi, zelo tako dragoceno in sem zelo hvaležna za to. Vama obema in tudi Špeli in Gogi, ki jo danes ni z nami. Zdaj pa jaz mislim, da bolj se neham govoriti. Želim vam prijeten večer in hvala za vašo pozornost. Pa se še kaj vidimo. Adija!